Zdaj smo v prvi fazi gojenja, se pravi, tu se cela stvar začne. Vsak mesec posadimo 40 tisoč sadik, ki jih dobimo iz Nizozemske. To so klonirane sadike in potem pač jih presadimo, da vsaka dobi svoj lonček in jih v tej topli klimi, se pravi, v prvi fazi gojimo nekje 6 do 7 mesecev, da zrastejo, dobijo dovolj listne mase in energije za kasnejše cvetenje. Po 7 mesecih so dovolj velike, da lahko zacvetijo in jih prestavimo v drugo fazo gojenja, ki pa je za nekje 8 do 10 stopinj hladnejša. Ta hladni šok povzroči cvetenje, v tej hladni fazi preživijo nekje 6 do 7 tednov, nato pridejo v zadnjo, tretjo fazo, ki pa je nekoliko toplejša, nekje 22 stopinj, kar je idealno za razvoj cvetnega stebla, popkov, cvetov. Rastline se tam pač dokončno zacvetijo, tam jim vstavimo tudi cvetne palčke za oporo cvetnemu steblu. Rastline spakiramo in prodamo. Celoten ciklus traja nekje eno celo leto. Pa že sadike, ki pridejo k nam, so stare nekje eno leto, torej je cvetoča rastlina v trgovini stara 2 leti. Zato orhideje stanejo pač toliko, kolikor stanejo, ker je za njimi 2 leti gojenja, ogrevanja, zalivanja, gnojenja. Proizvodnja je velika 1,5 hektara. Pridelamo vse skupaj na letni ravni nekje 500.000 orhidej, gojimo samo en tip orhidej, se pravi samo Phalaenopsise, ker je pač rastlinjak specializirano postavljen za ta tip orhidej. Torej, nobenih drugih orhidej ne gojimo, pač gojimo samo Phalaenopsis, ker je najbolj priljubljena cvetoča lončnica v Evropi in je zanimanje za ta rod pač največje. Vse ostale orhideje so manj cenjene, manj iskane in se zato v manjši meri gojijo. Za mano vidite proizvodni del rastlinjaka, smo v zadnji fazi, kjer rastline že cvetijo. Tu jih pripravimo za transport, se pravi spakiramo. Večji del rastlinjaka pa je v tisto smer, se pravi proizvodni del, kjer se rastline rastejo, pridobivajo na velikosti, je v tisto smer.